Če so me prav obvestili, bo tajna policija imela nekaj posla, zato ker so mi rekli, da 3 ljudje so prejšnji film zapustili, šli. Hočem imena, zakaj, kdo... Imate, dobro, to kdaj. Ne, dejansko, pazite, da začnem z enim skrajno ciničnim, ampak je resničen politični komentar, v kakih žalostnih časih živimo. V Izraelu imam veliko palestinskih levih židov prijateljev in vsi pravijo v političnem razredu, povezani, edini najbolj solidni del države je tajna služba. Je nekdo, ki, zdaj sem našel nekoga, ki ga pozna, ga bom probal srečati, Ami Ajalan, bivši šef Mossada, ki ima stališče, ki če ga danes javno rečeš, v Nemčiji si aretiran, dobesedno. Je rekel, mi smo rabili to vojno, mi, Izrael, ker se izogibamo, skušamo izogniti temeljnemu problemu. Edina rešitev je, da se da Palestincem neko politično polno samostojnost in potem pogajanja in celo predlaga, kdo bi bil kandidat, Marwan Barghouti, Ervin Hladnik ga je srečal, mi je rekel, je oster Palestinc, je pa še za pogajanja, normalno zdaj je seveda v zaporu in tako da, a ni to nekaj žalostnega, če tajna služba in je glas miru, v bistvu zato jih držijo na robu te bivše šefe tajne službe. Recimo je bil nek dokumentarc Gatekeepers, kaj se mi zdi. Intervjuji z 6 upokojenimi šefi Mossada in ne vem kaj tista ta druga, notranja zunanja in so neverjetno odprti. Lahko vam pa še nekaj rečem, da ne bežimo v tujino. Sredi 80-ih let pa naprej, ne? Zdaj tam sem imel jaz slabe izkušnje, ne bom hvalil naše udbe, toliko nizko ne bom padel, ne? Bom pa rekel, čeprav smo bili skregani, problemi pa potem novorevjaši, ampak tudi mi problemi smo si želeli, dajte jim že to revijo, da imamo mir, da so jasne meje, ne? In takrat sem imel še neke veze, CK, in vam lahko to rečem. Notranja razporeditev, kako bi rekel, sil v CK-ju je bila udba, ne tisti, ki špegajo po ulici, ampak tako imenovani analitiki, ki so brali tisk pa pisali poročilo, udba je bila za Novo revijo. Kdo je bil pa proti, ne bom jih imenoval, ker so nekateri še živi, partijski intelektualci. Ti so bili najbolj proti. So bolj verjeli v Novo revijo, kot je Nova revija verjela vase. Oni so bili tako prepričani, čim dobijo novorevijaši svoje glasilo, bomo mi na robu, smo zunaj. Najbolj zanimivo je pa to, da je pa takratni partijski vrh bil zmeden. Prijatelji so mi rekli, da je bil en sestanek, tako ne cel CK, ampak tist omejen krog, kjer je, se veste, kdo je bil do Kučana takratni, France Popit. On je rekel, a mi lahko že kdo pove, a bo Nova revija ali ne. Skratka, tukaj se neverjetne ironije dogajajo. Isto je v Sovjetski zvezi bilo, da kaj ne mislite. A veste, tukaj se vračamo direktno, ne vračamo na ta film. Najbolj gnusna osebno, kot privatna oseba, najbolj gnusna figura je najbrž bil Berija, šef KGB-ja. Kot oseba. Bil preprosto svinja. On je osebno rad mučil jetnike. On je se vozil po Moskvi z avtom, z črnimi okni in gledal, če je videl katero lepo punco, telefoniral v avto zadnji, da se jo ugrabili k njemu domov. Ampak politično. On je bil proto Gorbačov. Marca, daj, ne, tu je Stalin umrl, do junija je on imel pobudo Berija. Veste, kaj je naredil? Nemčiji je ponudil združitev zahodni, pod dominacijo Zahoda,
samo če se demilitarizira. Ampak je pristal pod dominacijo Zahoda, Združena Nemčija, instantno je spustil okoli 2 milijona ljudi iz Gulaga, poklical je filmske ustvarjalce. Tako da, pazite, on ni bil tisti trdi stalinist, ki ga je Hruščev hotel se losati kot se starega. Ne, on je šel prehitro. Hruščov je naredil pakt s trdimi stalinisti, Molotov in tako dalje, da so ga vrgli. Drugi lik, ki me fascinira, v polni verziji filma ga lahko vidite, drugi lik je pa Molotov, ki je bil dolga leta zunanji minister, pol so ga odstranili. To je nekaj neverjetnega. Če bi koga hotel srečati iz tistega časa, če bi še bil živ, se je umrl pozno, 88. bi Molotova, Vjačeslav Molotov. Zakaj? On je sodeloval v čistkah sredi, vse grdo, pol pa je imel to nesrečo, da je bil poročen z Židinjo. In ko je leta 1946 Golda Meir obiskala Moskvo, zakaj? Pazite, to je tudi preden se je Tito obrnil k Arabcem. Do leta 1952-1953 smo mi podpirali Izrael. Jaz sem vam doma spravljeno od svojih staršev eno knjigo iz leta 50-51, brošura v slovenščini, partijska, kjer slavimo Izrael, herojsko se, mi smo šli na to, Anglija podpira Jordanijo, se pravi, Izrael je levi, ne? Stalin je bil pa paranojak in je slišal Goldo Meir, takratno skrito voditeljico, in to ženo od Zemuščina, ženo od Molotova, kako govorita v jidišu, ali kaj, in je postal paranoik. In jo je dal, zdaj pa pride, Madonna, kaka etika, je to bila etika ne se bat, v nemoralnem, grozljivem pomenu. Stalin jo je dal zapret. In je bila obtožena, ameriški špion, bla, bla, bla. Molotov je ostal član politbiroja in še vedno bil na sestankih in se niti enkrat ni upal načeti te teme s Stalinom. Žena je bila zaprta njegova. Samo, ne, nobenega samo, na ukaz Stalina se je ločil od nje. Ampak vse nisi upal niti vprašati, ampak ko je Stalin umrl, je pa bila prava ljubezen. In ti so jo takoj spustili in sta se takoj spet poročila in bila srečna do konca. In to je neverjetna stvar Molotova. Ko je umiral, ko je bil že Gorbačov, glasno zaprto, je delal dolge intervjuje z nekim disidentom, novinarjem. In je do konca branil svoje stališče. Je rekel, Stalin je moj heroj, pa mu on reče, pa se vam je ženo zaprl. Je že moral imeti sume, mogoče je bila neprevidna, pa to, hkrati je bila pa ljubezen, mislim, če je kje bila ljubezen, je bila to ljubezen, ker sta se takoj spet poročila. Mislim, bi se bilo dobro malo, pa ne, Stalin je nekaj najbolj grozljivega, tako da ne me narobe razumeti, ampak zanimivo je slišati stalinski odgovor na nekatere zahodne očitke. Recimo, ker sem bil jaz mlad, je bil moden ta očitek, da nek Američan pride v Rusijo pa reče, pri nas je svoboda, pri vas pa ne. Pa reče, jaz lahko grem pred kongres in upijem, to je bilo Kennedy Hruščev doba, in upijem Kennedyje budala, ne? A ti lahko to tukaj narediš, reče Rusu, ne? Tradicionalna verzija vica je, da Rus reče, ne, pri nas je ista svoboda, jaz lahko tudi tukaj upijem Kennedyje budala. Sam je ena bolj inteligentna varianta, v kateri je pa ščepec resnice. Da mu Rus reče, v redu, priznam, ampak jaz, ker je imel prav, pod Stalinom si ti lahko kritiziral svojega šefa, ker Stalin je imel zelo rad, da so nižji denuncirali malo višje, ne?
In mu odgovori ta ruski delavc, veš kaj, jaz pa lahko grem k svojemu šefu in mu rečem, da je budala. A lahko ti to narediš v Ameriki? To je inteligenten protiudarec. Zakaj sem to, zdaj boste rekli, bledem? Ne, bom prišel do filma. En od detajlov, ki pa ga ne boste opazili, bi pa dal ne vem kaj, kot jaz običajno rečem, mamo bi prodal v suženjstvo, da bi, to lahko rečem varno, ker je mrtva, da bi dobil 5 minut filma. Namreč, takoj, ko je bil 53. po Stalinovi smrti, Berija izključen, likvidiran, so zrezali 5 minut filma. Zakaj? Boste videli na začetku filma, ta glavni junak dobi neko odlikovanje, mega heroj dela, ne vem kaj, in ga na kratko prejme Stalin. In pustimo, kako je to uprizorjeno, boste videli, sam kar manjka je to. Je nek nenaden preskok, boste videli, da Stalin ga sprejme tako, tovariš, zakaj niste, mimogrede, to je bil genialen Stalinov stil. Če ste prišli k Stalinu v sobo, je prvo sedelo vedno, da nekaj dela, tako, ne? Vas je pustil, ne? Pol pa naenkrat, pa sej tukaj, tovariš, zakaj me nisi spomnil, da si tukaj? A veste to, da je kot spontano, ne? Najbolj grozna zgodba o Stalinu je pa ta, to je rekel tisti, sem pozabil ime, uradni ruski skladatelj, ki je vodil kampanjo potem proti Šostakoviču in tako naprej, ne, je, star sem izgubil ime, je sam priznal, Stalin ga je poklical k sebi in ga pustil tako čakati 1 minuto. In se je, po domače povedano, usral v hlače. Je mislil, kaj bo zdaj. Šok. Nič, takoj sta 2 stopila k njemu v sosedno sobo, tam je bil pripravljen tuš, šlavh, to se je redno dogajalo. In so imeli že čisto pripravljen postopek, a veste, pošpricali so te, umili, nove hlače, pojdi tja, kako bi rekel, ne. To je bil nek čuden svet, če tako milo rečem, ne. In se ne moram odločiti, kaj je hujše, nacizem ali stalinizem, nekje vmes sem. Lahko je reči, stalinizem je le bil napreden, pa tako, ja, dobro, ampak grem na 2 konkretni. Upam, da se boste strinjali. Po eni strani, s stališča varnosti običajnega človeka, ne, Nemčija, pustimo pol vojna, 2. svetovna, tam pač vojaki umirajo, ampak do recimo 40. leta, 39. Če ste bili navaden človek, tudi strokovnjak, ampak nekdo, apolitično, niste se hoteli mešati v politiko, in če, 3 veliki čeji, če niste bili Žid, če niste bili bivši komunist in če niste imeli naključnih sovražnikov v naci stranki. Potem ste imeli relativno varno življenje. Ni bilo nevarnosti. Zakaj? Zato, ker ko so nacisti, gestapo, nekoga aretirali in mučili, je bila še neka racionalnost v ciničnem pomenu. Recimo, oni so res hoteli izvedeti, a so tvoji sorodniki Židje, a si ti del odpora, ne? Pri stalinizmu ni bilo več tega. Oni so prvo napisali scenarij in določili birokratsko, ti morajo biti krivi, in potem so te pa mučili, da si priznal scenarij, ne resnico. In mi je nekdo iz inštituta v Frankfurtu, ne tisti, ne, v Hamburgu je tudi neki manjši institucija, ne frankfurtska šola, podoben, levičarski, mi je rekel, da je dobil dostop do nekega arhiva, nekog takrat za časa Jelcina se je dal podkupiti, kompleten arhiv je dobil nekega manjšega procesa, običajna zgodba. V nekem procesu, nekem podjetju stvari niso šle preveč dobro. In jasno, da si moral odkriti zaroto. Zakaj? Ker stalinska teorija je bila ta, delavci nas podpirajo, partija pa stvari odlično vodi. Se pravi, če grejo stvari narobe,
ne morejo biti krivi niti delavci, ker podpirajo partijo, niti partija, ker je najboljša, se pravi, morajo biti izdajalci, tuji agentje. Ne? In so običajen seznam, tako kot ti dobri napišeš scenarij, ta je to. Pa so pa sredi procesa z grozo, veste kaj, čuda se dogajajo, tudi to se kdaj zgodi, z grozo neki ugotovili, da je en od aretiranih res bil angleški špion. In to jih je čisto ven vrglo. Prvič je bilo blazno bolj za tega, ker je postal asset, a veste, boljša hrana, posebna celica, ki so vedeli, ga bomo lahko zamenjali pa to, ne, a ni nekaj kar grozljivega na temu, ne. Po drugi strani pa spet, kontrargument je pa ta, ki ga Primo Levi navede, ne v tisto Sequestro un uomo, tisti glavni spomenik Auschwitz, ampak še ena potem. Pravi, poglej podatke, smrtnost v Gulagu je bila največ 20% od ujetnikov. Bom tako zlobno rekel, v Auschwitzu je bila rahlo višja. A veste kaj, to hočem reči, da je ali druga groza, zato jaz vedno pravim, nekaj je bilo humanističnega na stalinskih procesih, pa mislijo, da sem znorel. Ne, humanistična je bila ta predpostavka, da si ti še vedno svoboden človek, ki si se odločil za izdajo in moraš to pod velikimi narekovaji svobodno priznati. Ne? Dočim, a ste že slišali, kako ljudje ne opazijo teh razlik? A ne bi bilo izjemno lahko Hitlerju organizirati nek proces proti Židom? Pa bi zbral židovske bankirje, pa bi rekel, vi hočete uničiti Nemčijo in tako naprej. Ne, zakaj ne? Ker to pa je bolj grozljivo v nacizmu. Tudi če si bil po prednikih kulak, bogataš, te je stalinizem še vedno obravnaval kot krivega za nekaj, kar si naredil. Kao, pod narekovaji, svobodno. Tudi je bila utvoržba seveda zmišljena. Ne? Dočim kot Žid si bil pa v nacizmu kriv preprosto samo zato, ker si Žid. Nič ni bilo treba dokazovati, kaj si naredil. Krivda je bila čisto objektivirana. Ne? Tako da meni se zdi obsceno. Po eni strani dobro je nacizem hujši. Sam po drugi strani pa, in to spet nekaj me obtežujejo, da probam rešiti stalinizem, ki je pa, ampak nacizem ni poznal čistk, tako kot jih je imel. Bila je velika čistka 34 ali kdaj, ker so SA, Rom pa te, ne? Ampak to je bila cena, da postane, da je Hitler bil sprejet v vladajoči državni eliti, vojska pa to, ne. Oni so bili banditi, pretepači. Tek se je bilo treba losati. Ampak potem, če so kjerga očistili, so ga zaradi pod narekovajih realnih razlogov, ker se ni strinjal z neko linijo, tega principa stalinskih čistk oni niso imeli. Po domače povedano, če si bil del naci nomenklature, si bil varen relativno. Ni bilo pa isto v stalinizmu. Ključna so leta, to so leta norosti. 34-5 do 6-7, Ježovščina, ne, tista mega čistka. Takrat je Stalin naredil nekaj, ki je skoraj subverzivno genialno. On je pogruntal, da so v prvih čistkah samo, recimo, prišlo je neko, to so bile čistke po statističnem dekretu. En najbolj obscenih stalinskih dokumentov so neki zapisniki politbiroja, kjer debatirajo o tem, koliko izdajalcev morajo odkriti v naslednjem letu. In so sestavili listo, Moskva 15.000, Sibirija 10.000 pa to, in potem je nekdo rekel, ne, dajmo malo znižati Moskvo, pa več v Leningrad, Petersburg in tako naprej. In potem je to šlo dol in so morali odkriti toliko ljudi. Ne. To je bil, kako bi rekel, to je bil pa nek element, ki ga ni bilo. So elementi, to vedno me fascinira v stalinizmu,
ki so bili nezamišljivi v nacizmu, ali pa to, in to sem prebral pri neki strogi antikomunistki, tista Anne Applebaum, ki je napisala prej knjigo Gulag. A veste, da so vsi jetniki v Gulagu za Stalinov rojsten dan se zbrali in so morali skupno podpisati telegram Stalinu še na dolga leta, bla, bla, običajno. Nekaj takega si sploh ne morete zamisliti, kaj, da bi Žide zbrali pa telegram Hitlerju poslali ali kaj. To je bila čisto druga logika. In zato gre meni, ne zato, da eno omilimo, ne, oboje je bilo nezamišljivo grozno, če tako rečem, ne, samo ne zamegliti razlike. Zdaj pridemo pa do užitkov. Bodite pozorni, jaz bi rekel, 10 minut, 4 ure za film, ta glavni junak postane heroj dela, ga sprejme Stalin. In potem je v izvirni verziji, dobil sem scenarij od enega Rusa. To je bilo posneto. Ta scena se nadaljuje pogovor, ker Stalin pravi temu delavcu, oprostite, tovariš, vi si mi pa zdite malo živčni, a vas kaj žre, povejte. In mu ta delavec reče, joj, tovariš Stalin, ne bom vas s tem moril, ampak blazno sem zaljubljen v neko učiteljico tam v moji vasi, mestu in Stalin mu da na svet. To je neverjetno. Citiraj to Puškinovo pesem, medtem ko govoriš, jo nežno primi za roko in tako naprej. Mislim, to... A danes še delajo take filme? Rekel, ne? Ker to še del Titove mitologije ni. Ne vem, če bi posneli to, da tam sred Neretve pride neka partizanka pa reče, sem zaljubljena v unga, kaj ne naredim, ne? Titov odgovor bi bil, vse imel tisto lepo ljubico, Davorjanka pa Unovič, no? Titov odgovor bi bil, pust me pri miru, ja imam svoju, ko jo jebem in ti mi se jebeš. Rekel, ne, to ne bi šlo. Ampak hočem to reči, da veste, zakaj so to sceno izrezali? Ker je stal v ozadju Berija in še par članov politbiroja. In takrat še niso imeli teh digitalnih tehnik, ne? Da bi zbrisali in so žrtvovali to sublimno sceno, kako bi rekel, ne. Gremo na film. Avtor filma je, kot sem že prej omenil, ta Civarelli in, kot sem že nakazal, to je najbližje, kar boste v stalinski kinematografiji prišli do Hollywooda. Prvič morate upoštevati, da je od 20 let že, za razliko od Anglije, ki je bila vedno ta slaba imperialistična, odnos do Amerike je bil vedno rahlo dvoumen v Sovjetski zvezi. Na tihem so jo občudovali. Recimo, to je bistveno vedeti. Ko so leta 28, ko je prevzemal stvari, Stalina vprašali, a bi lahko, nek zahodni idiot, a bi lahko definirali bolševizem? Veste, kaj je Stalinov odgovor? Bolševizem je kombinacija te ruske pravovernosti, predanosti stvari in ameriške pragmatične učinkovitosti. Ameriška pragmatičnost je bila za Stalina del bolševizma. Zato, na primer, Henry Ford je bil v 20 letih kulten lik in zaradi istega razloga, ste to vedeli, je tisti, ki je vodil v 30 letih industrijo filmsko, šef Boris Šumjatski, je obiskal Hollywood in so bili že plani narejeni, da bi na Krimu naredili ruski Hollywood. A veste, kaj je Šumjatskega tako, tukaj pa se začnejo stvari zapletati, zelo zanimivo, kaj je Šumjatskega tako fasciniralo? Pa je rekel, pa se to je Sovjetska zveza, sem bolj učinkovito. Kako je izgledal hollywoodski velik studio? Vse je bilo razdeljeno, delitev dela. Imel si oddelek scenaristov, kjer si imel pododdelke. Imel si recimo ljudi, ki samo so brali kriminalke pa bestsellerje, da bi zaznamovali, kaj bi bilo za narediti. Imel si ljudi, ki so samo ljudske fraze pa vice
si zapomnili, da bi jih kje uporabili, pol pa, to je pa meni, tam bi jaz delal, če bi lahko, imel si oddelek, kjer so točno kodificirali, ker k tem je bilo prepovedanih v Hollywoodu. Pazite, če primerjate realno cenzuro v Sovjetski zvezi in Hays Code v Hollywoodu, ne, je prav vprašanje, kaj je bilo hujš. Ker glede spolnosti, ne, vsak namig na homoseksualnost je bil strogo prepovedan. Vsak namig na to, da je, če ima nekdo ljubico ali obratno, da je res spolni odnos, je bil prepovedan. Recimo, poglejte, če ne verjamete, hollywoodske filme iz 30 let, celo če je zakonski par v spalnici, sta postelji ločeni, malo, in oba v pidžami, seveda. Recimo, to je velika revolucija, Hitchcock, Psycho, a se spomnite prva scena, ker je on, meni se zdi, do pasu gol, ne, pri Janet Leigh. Druga, izjemno zanimiva, ne samo, da so imeli podobna pravila kot v Rusiji. Recimo, kadarkoli je kjer politik, policist ali kapitalist, predvsem korumpiran, mora biti to predstavljeno kot izjema, kapitalizem kot tak je pa zdrav. To je bil nujni del zgodbe, kjerkoli si pokazal na korupcijo. Ne? Potem, ta del je pa mene vedno fasciniral. Zaradi brezposelnosti so med krizo, in to je bil velik problem, da je Hollywood to prenesel, so snemali tudi filme, ki se dogajajo v slamih med brezposelnimi. Ampak je bilo blazno predpisano, da, kako bi to rekel naivno, ne smeš čutiti, vohati umazanije. Naprimer, hiša razpada, ampak pogledaš klaso čisto čista. A veste, da ne zavohate umazanije. Tukaj je bil Hollywood veliko hujši od stalinizma. Dobro, lahko rasistično rečete, ker je bila Rusija manj razvita, pa bi bilo smešno, ker je tam itak bilo vse umazano. Ampak je to zanimivo, kako bi rekel na tem mikropodročju, kako zgleda okolje in tako naprej, je bil Hollywood veliko hujši. Naprimer, saj ste gledali Psiho, upam vsi. A veste, kjer prizor je tam imel Hitchcockov, seveda, največ težav s cenzuro. Ma tisti ni nič, ne tisti umor pod tušem, dejte, bodite resni, to ni nič. A veste, ker se potem vrneta v motel proti koncu Vera Miles, se pravi, sestra se mi zdi, Janet Leigh, pa njen tisti zaročenec, ne? In pregledata sobo, kjer je bila Janet Leigh prednjo zakolje, in pogledata v stranišče in najdeta not en košček papirja in ona, Janet Leigh se mi zdi, ga potegne ven in gor piše 40,000, kolikor je Janet Leigh ukradla, minus 400 ali kaj, ki hoče vrniti. Hitchcock se je moral neskončno pogajati za to. Tema je bila, stranišča ne smeš školjke direktno pokazati. Če pa že, mora biti pa čisto prazno. Tukaj je bil pa en objekt not. To je bilo glavno pogajanje. Ali pa recimo Vrtoglavica. Vse ste gledali, ne? A veste, da je Hitchcock, na eni kopiji sem ga dobil, da je Hitchcock moral posneti še 1 minuto, ker veste, konc, ki ga mi poznamo, je James Stewart stoji na tistem stolpu, ne? Ki, jaz sem bil tam, tam, kjer je kjer ona se vrže dol. Zanimivo, stolpa ni. To se ga je on zmontiral, tista cirku, no skratka, v stolpu in gleda dol, kao. Je dvoumno, po en stran lahko rečeš, premago je Vrtoglavico, po drugi stran pa je gotov. Samo Hitchcock si je to lahko privoščil, da je tukaj končal. Cenzura je udarila in je rekla, kršeno je osnovno pravilo Hays Coda, bad guy, Gavin Elster, tisti, ki res ubije, pobegne, ga ni. Zato so morali posneti čist kratek prizor, ko je Scotty, James Stewart spet doma, s tisto svojo s špegli, Barbara Del Geddes jo igra,
In radio je prižgan, kjer rečejo, morilca Gavina Elstra so aretirali v Švici ali ne vem kaj. Ne? Neverjetno. Sam Hitchcock, ker je bil Hitchcock, si je lahko nekaj zelo drznega privoščil. To je posnel in pokazal cenzorjem, so rekli v redu, kaj pa pol na redu? Nič, dal je ven film brez tega. Mislim, zelo nesramno varanje, ne? Ki sem ga tudi jaz takrat v tistih problemih, ki smo komaj preživeli 70 let, so me poklicali na CK, ti to pa ne bo šlo, to pa ne bo šlo, sem rekel, se strinjam, to pa res ne mora iti, ne? In potem smo naredili probleme, kakršni so in nobenemu se ni dal niti meniti kaj, ne? Ampak, dobro, gremo nazaj. Šumjacki, to ga je fasciniralo, ta čisto socialistična delitev dela, ne? In se pravi, bila je cela podskupina, ker je bila seksualnost prepovedana, bila je cela podskupina, kar sem že prej rekel, namig na homoseksualnost, ne pa to, ki je izumljala kodificirane načine, kako, čeprav nič ne pokažeš, daš vedeti, da se je zgodilo. Recimo, preverite, če ne verjamete. Koda za homoseksualca je bila, če en moški reče drugemu ti, a ti uporabljaš parfem ali kaj. To je bila koda, recimo v Malteškem Sokolu. To reče Humphrey Bogart, zdi se mi Peter Lorre, iz Nemske igra enega malega negativca. Ne? To je bilo kodificirano. Potem zelo zanimivo, to vedno, ker sem bil praktično v New Orleansu, sem mi rekel, prostitucije ni. Kaj si moral reči? Ta ženska je iz New Orleansa. To je pomenilo prostitutka. Izključno, ne? Blazno zanimivo, kako... In veste, kaj vas bo še bolj presenetilo? A veste, te hiše, ki jih danes identificiramo kot stalinski barok, tako kot tista univerza Lomonosov, tisti, ki grejo tako mal gor, ne? To je bila kopija New Yorka, ker problem Manhattana je bil v tem. Ozemlje je omejeno, hiše so bile zgrajene, tako zaradi razlogov statike jih ni bilo možno jih preprosto nadgrajevati, ampak si moral iti mal not. To je vir te sovjetske, te tipične kao stalinske arhitekture. Ne? Ampak, torej, gremo končno k temu. Šunjacki bi zgradil ta svoj Hollywood na Krimu, ampak v neki se je zapletel, ne ve se kaj. Naenkrat so ugotovili pod 10 narekovaji, da je angleški špion in so ga ustrelili. Ne? In to pa je božja usoda, kako slabe stvari imajo lahko dobre posledice. To je rešilo Eisensteina. Zato, ker Šumjacki je blazno sovražil Eisensteina in je sistematsko ga v 30 letih blokiral. Šele pol, ki je bil Šumjacki ustreljen, je Eisenstein lahko posnel film, ki ga je Stalin imel blazno rad Aleksandr Nevski, ne? In se je s tem vrnil. Ampak zakaj trdim, da je hollywoodski film, ki ga boste videli? Oprostite, če sem ponovil par stvari, o katerih sem pred 15-20 leti že pisal. To vsi vemo, da je ena od temeljnih formul, za nekatere celo temeljna formula Hollywooda, zgodba je vedno zgodba oblikovanja para, na koncu je par združen, ljubezenski, ali vsaj družina, ki je zlomljena, strta, se spet vzpostavi kot skladna enota. Da vam dam nekaj primerov, a ste gledali Spielbergovo verzijo Vojna svetov? Tom Cruise igra očeta in ko napadajo ti blesavi alieni, on je slab oče, ampak se znajde s svojim sinom in ga reši in tako dalje in na koncu mama to prizna. To je preprosto zgodba o kako slab oče dobi ta pravo očetovsko avtoriteto. Brez tega film ne deluje in tega sploh ni a je Herbert George Wells ali kdo je napisal Vojno. Tega ni tam. Isto, to sem jih tako, še v Izraelu so me čudno gledali, ker sem rekel, kaj je Schindlerjeva lista, slaba kopija
Jurassic Parka, ne. V Jurassic Parku je spet Sam Neill igral očeta, ki je prvo hudoben, pol pa se pomiri, postane avtoriteta, taka očetovska avtoriteta se povrne. Se pravi, to je ena, druga varianta, zgodba para in podobne, se opravičujem, če kdo od vas že to pozna, ampak največji primer je tukaj seveda Titanic, ne? Se veste, kaj je moja, se opravičujem, če se ponavlja stara teorija. Ključna sta dva prizora. Prvi prizor, kdaj udari ledena skala. Ona dva gresta v nek avto spodaj, imata seks in pol se vrneta na palubo in ona mu reče, ali on njemu ni važno, Kate Winslet pa Leonardo DiCaprio, to je tako srečno, jutri bomo v New Yorku, bova srečno skupaj. Takrat udari se zgodi ledena gora. Zakaj? Moje branje je izjemno cinično. In sem celo enkrat srečal v New Yorku enega od scenaristov, pa je rekel, niso na to mislili. Jaz sem si mislil, jebi ga, jaz sem freudijanc, jaz bolj vem, kaj vi, kaj ste mislili, ne mene. Ker po mojem je to poskus, da se reši njuna ljubezen. Ker predstavljajte si, da ne bi bilo nesreče. In bi bila kaj? 14 dni bi seksala kanora in pol je ona bogata, on reven bi postalo dolgčas. Tako je lahko ostala vizija ljubezni. Moja največja scena je pa, preverite, če ne verjamete, konec filma. On zmrzuje v vodi in ona, Kate Winslet, kaj naredi? Preverite, če ne verjamete. Mene je čist šokiral. Nekdo drug, jaz nisem dovolj pameten v vzoru. Drži ga za roko in vpije I will never let you go. Nikoli te ne bom pustila. Medtem, ko to govori, ga udrine. In je, zakaj? To je po mojem resnica filma. Jaz štejem Titanic za najbolj odurno verzijo tega, čemer pravim hollywoodski marksizem. Na videz je film primitivno solidaren do nižjih slojev. Vsi revni so dobri, gor so pokvarjeni v višjih razredih. Samo mislim, da je resnična zgodba filma pa v tem, dekle Kate Winslet je v krizi, rabi živahno delavsko kri, da jo spravi k sebi in potem lahko gre. Kako bi rekel? To je, mislite, da je Kipling napisal zgodbo Captain's Courageous, ali kaj, ki je prva to. Nek bogati sin, se mi zdi v romanu, zaide med navadne delavce in čeprav mu je hudo, ti mu povrnejo smisel do običajnega življenja in tako naprej, ne. Se pravi, to je ena formula. Tukaj bi zdaj lahko šli naprej, če smem omeniti samo najbolj gnusno verzijo in to nas že vrača v Sovjetsko zvezo. A ste gledali film Warrena Beattyja o Johnu Reedu? Kaj je bil naslov? Red, se mi zdi, rdeči. Igran film. Tam je sama oktobrska revolucija narativno utemeljena kot pomiritev para. Ona dva sta zaljubljena, Diane Keaton, meni se zdi, je ona pa Warren Beatty, veliki Američan, ki je pomagal Leninu, in se skregata. In kaj se potem zgodi? Tik pred oktobrsko revolucijo, dan prej, ima on, Warren Beatty, nek govor, revolucionarji, ona ga gleda, si izmenjata poglede, spet je ljubezen, potem pa nekaj najbolj obscenega, kar si lahko zamislite. Scene njunega spolnega odnosa se izmenjujejo s scenami evropske revolucije, oktobrske revolucije. In to na tak primitiven, metaforičen način, na primer, ko on se uleže na njo in ona tisti krik da, skratka penetracija, takrat kaže nek tramvaj, ki se zarije med množico, črno pa tako. Skratka, dobesedno
celo oktobrsko revolucijo požre Hollywood, če je utemeljena kot, da spravi ameriški par skupaj, kako bi rekel. Ne. Tukaj pa postajam jaz Goebbels, a veste, ne. Jaz bi ta film, če bi bil na oblasti, zažgal, tako ke. Jaz sem skozi rekel, da šokiram svoje prijatelje. Goebbels je imel pravilen princip, sežigaj knjige pa filme, sam napačne knjige pa filme. Ampak princip je bil zdrav, ne. Torej, gremo naprej. Skratka, zgodba filma, kot sem že izblebetal najbrž, bom malo končal, je zelo enostavna tega. To je najbrž skoraj, meni se zdi, da je samo en film bil dražji, pa ni tako čisto slab. Leta 70 se mi zdi, če je kdo dovolj star ali če gledate stare filme, ste ga videli, Waterloo. To je Sergej Bondarčuk naredil, ampak za nor denar, ker je dobil pomoč od sovjetske rdeče armade, da ima kakih 10.000, 50.000 uniform napoleonskih vojakov so to naredili. In za tiste preddigitalne čase je Rod Steiger je zelo dober Napoleon, ne? Za tiste čase neverjeten film, ampak če ta film odštejemo, je najbrž padec Berlina neverjeten na tej ravni, koliko so potrošili denarja. Veš kaj, to isto je s Kitajci, ne? Tam, če je film patriotski, dobiš armado zastonj od države. Ne? Na Zahodu smo patriotski na drug način. Naprimer, nisem zdaj vedel, a veste, da je Tom Cruise za tisti blesov film, ki mi je tako dolgočasen, pol so še drugi del posneli, Maverick, kaj? Top Gun, ja. A veste, da je dobil neko uradno medaljo in čin v ameriški vojski za to. Tako da tudi Amerika ni nedolžna tukaj. Ampak gremo naprej. Torej, zgodba je preprosto v tem. Kot sem že opisal, nek heroj dela socialističnega, bla bla, iz malega mesta, gre k Stalinu, da prejme nagrado in Stalin se z njim zaklepeta, mu da na svet, pol pa bodite pozorni na to sceno. Ona dva sta sama na polju in nekako, a ji on reče ali kaj, skratka, ljubezen je tukaj, se objameta. Potem se pa zgodi, prosim, pozorno glejte, nekaj neverjetnega. Ko se že čisto skoraj objameta, to je čisti, kako se temu reče, metafilm, refleksija, kot da bi se zavedla. Poslušajte, pa tako se ne dela v filmih, ne kar tako. Gresta narazen, stopta ene 10-15 metrov narazen, se pogledata in pol ona in on rečeta, in stečeta drug proti drugemu. Skratka, moramo narediti tako, kot se v filmu gleda. Tisti trenutek, ko se to zgodi, so letala gor, kjer je bil že to, 21. 22. junij, se ne vem kaj, Nemčija napade. In tako je jasno, da funkcija napada Nemčije je, da oteži združitev para. Ne? Ker pol niti ne pokažejo kako, vidiš samo bombe vse in potem enkrat zveš, ona je v nekem taborišču delavnem v Nemčiji, on je pa vojak in kot skozi da vedeti, bori se, je biti Rusijo Hitlerja, bori se, da bi spet prišel do svoje ženske, ne? Vedno je tako. In na koncu, če tukaj ne jokate, pa se izselim iz Ljubljane. Ne v Argentino, ampak zdaj imam druge ideale. Island ali nekaj tam gor. Ker pol se zgodi to. Ona dva, pol je zmeda. In ta geografija je neverjetna. Pred Reichstagom so zbrani ljudje, taboriščniki, odkje so iz koncentracijskih taborišč prišli pred Reichstag, isti dan, ko so bile še borbe, ni jasno. In ona dva, kličeta se, iščeta se v tej množici, potem pa pristane letalo, spet ni jasno kje, ker sem šel študirati zemljevid Berlina, najbližji bi bil tisti letališče na jugu mesta, še Tempelhof, samo je vse ne 2-3 kilometra. Skratka, pristane letalo, ven stopi on sam, Stalin, pazite, kako je oblečen, vsi ostali so v temnih uniformah, on je čisto v belem. Stopi ven in se bliža množici. In
Kakšne filme so znali včasih delati. Ona dva tako stojita v množici, en tukaj, en tam, ne vidita drug drugega, pol pa zdi se mi, lahko se motim. Ona pogleda Stalina, vidi, kam Stalin gleda in pogleda tja in vidi njega. In veste, kaj se pol zgodi? Preden se ona dva objameta, gre ona k Stalinu. Pazite, to je noro, pazite, v tistih cajtih nisi ti prišel na 200 metrov do Stalina brez. In reče besede, s temi besedami, tovarč Stalin, ali vas lahko poljubim? In se poljubita in potem šele sme k svojmu in potem ima Stalin še zadnji govor po nekih pričevanjih, ko je Stalin slišal samega sebe, je on jokal še. Dobro narejen govor, ne, ampak veste, zakaj je ta film bil noro ne samo zato, ki je dobro narejen in tako naprej, ampak ker je čisto privzel to hollywoodsko formulo. Seveda je stališča uradne zgodbe to samo nek drobec velike zgodovine. In ta velika zgodovina je predstavljena tam na skrajno klišejski način. Naprimer, vidiš, da je bil Allen Dulles, ne vem, ali je bil to že šef CIA ali zunanji minister, dva stavila, no, ki se dobi v Švici z Geringom in se vse zmenta, kako bojo skup po vojni zajebali Ruse, skratka ta paranoidna ruska verzija, sem v bistvu sploh ne gre za to. Gre za to v simbolni ta pravi naraciji filma. Paru ni omogočena združitev in fant gre v vojno, da pride do svoje ženske, pri čemer mu odločilno pomaga Stalin. Podobno je že v Warren Beatty je to režiral Rdeči, ker je neverjetno, da takrat, ko jo on gleda, ona ga gleda, ona dejansko ima nek govor, pol gresta skup v neko dvorano, kjer kdo govori? Lenin. In oba gledata Lenina, se pogledata in se objameta. Skratka, ista logika. Pusti revolucijo, Lenin je združeval, Leninova prava funkcija je bila, da združi ameriški par, ker sta oba Američana, ne. John Reed pa ne vem ime, je Emma Goldman, neka znana feministka, no, ki je bila takrat v Rusiji. Samo hočem reči, da, a vidite, tukaj, zato mi je ta film zanimiv, kako na nek edinstven način, koliko jaz vem, nikoli se ni kasneje to ponovilo, da je čisto privzeta ta temeljna hollywoodska forma. In zato je bil ta film triumf. Ker, a veste, tista uradna zgodba, saj tam veš, kaj se bo zgodilo, tam ni presenečen ali kaj, ali ne vem kaj, ampak žrete v bistvu to. Ti zgodbo gledaš striktno iz tega stališča, a bo on dobil njo. Ne? Čeprav resnica je tudi tukaj veliko bolj bridka. Sem bral spomine, jetniki so vedli, ruski jetniki, ki so jih imeli za delovne sužnje Nemci. Vsi so poznali Stalinov ukaz. Sovjetska zveza ne priznava ujetništva. Če si bil ujet, si dezerter. In kar morate priznati Stalinu, čeprav je to skoraj grozljivo, je, da je to apliciral na lastnega sina. Njegov starejši sin, ki je bil relativno pošten, je bil kot navaden vojak, Nemci so ga ujeli in so sporočili preko vest, ne vem kjerih švedskih, Stalinu, zamenjamo ga za par generalov. In Stalin se ni vdal, je rekel, oprostite, mi Rusi ne dajemo generalov za navadne vojake. Je do konca vzdržal Stalin. Ne? Ampak hočem to reči, kako najbolj me je prizadelo to v neki zgodovini, ker sem bral, kako Rusinje, vse je bilo bedno, če si delal tam v neki tovarni, ampak malo so se naučile od Nemcev lišpanja pa tega, ne? In ko so slišali topove, da se bliža Rdeča armada, so hitro probale to vse znake lepotičenja zakriti. Češ, to ne bo dobro spadlo. Tako da, tukaj je film čist utopičen, samo, kako bi rekel, ta sinteza, no, bolj hollywoodski od
Hollywooda. To je tisto, kar mene na tem filmu privlači. Boste videli, je kup drugih nesmiselnih zanimivosti, ekscentričnosti in tako naprej, samo bodite pozorni na to. To je pravi hollywoodsko-stalinski spektakel. Ker paste, tudi če so najhujše diktature, to mi je pa rekel Jani Novak, od Lajbaha, da zato so oni tudi neke tiste neumne pesmi iz Sound of Music. Mislite, Severna Koreja čista diktatura, ne? Je samo zaradi nekih čisto nepresojnih razlogov. Ima Sound of Music tam uraden status. Sound of Music v Severni Koreji, parkrat na leto ga vrtijo po televiziji in tako naprej, je čisto dovoljena zgodba, ne? Se pravi, ni samo Severna Koreja, tukaj pa so šele svoj glavni film naredili po vzoru Hollywooda. Je čuden film, se vam ga pa splača gledati in če vas s tem mal podkupim, isto kot film prej. Ne prehitro obupati, ker mogoče se na začetku mal vleče, ampak gre navzgor. Zadnje pol ure je biser, kako bi rekel, ne. Nič, če vzdržite, izvolite še to. Ja.